V letošnjem letu ocenjujemo že 16. po vrsti ponovno pekovske izdelke, ki se potegujejo za zlato priznanje oziroma potrjujejo svojo odlično kakovost. Trend, bom rekla, po rekordnem številu prijavljenih vzorcev se iz leta v leto povečuje, tako da imamo letos pri 16. ocenjevanju že kar 115 vzorcev. Prevladujejo seveda kruhi, kar 54 jih je, med njimi največ mešanih kruhov, belih in pa polbelih, nekaj tudi ajdovih in pa koruznih. Moram reči, da je tudi povpraševanje po pekovskem pecivu kar precejšnjo, tako da so podjetja tudi v letošnjem letu prijavilo 15 izdelkov. Tudi finega pekovskega peciva je precej. V glavnem so to bureki in pa izdelki iz listnatega testa, precej je tudi keksov in pa nekaj svežih slaščic, ki jih bomo pa ocenjevali jutri. Kar se tiče same metodologije, pri ocenjevanju gre namreč za organoleptično ocenjevanje, in sicer ocenjevanje samega izgleda izdelka, potem sredice, skorje in pa seveda vonja in pa okusa. Se pravi, vsak posamezni vzorec predstavlja, bom rekla, nek individualen popoln vzorec, kateremu pa potem tekom samega ocenjevanja odštevamo napake. Vkolikor je napak preveč, pač ne doseže ustreznega števila točk, to je pri kruhih 4,8 ocena, pri ostalih pekovskih izdelkov pa 4,7. Se pravi, če tega kriterija ne doseže, potem tudi ne prejme zlatega priznanja. Ker pa gre v glavnem pri našem ocenjevanju za potrjevanje odlične kakovosti, velika večina teh izdelkov tudi to svojo kvaliteto upraviči in seveda tudi potrdi. Pri ocenjevanju kruha sodelujem od vsega začetka in opažam bistvene napredke. Pri letošnjih kruhih bi poudarila predvsem to, da so bistveno bolj enakomerno in precej bolj zapečeni, kar daje boljši okus in tudi videz kruha, in pa da so bistveno manj slani. Tudi letos smo se zbrali na ocenjevanju pekovskih izdelkov. Rezultati do tega trenutka kažejo ponovno na zares izjemno kakovost izdelkov. Verjamem, da bo podobno tudi v nadaljevanju današnjega ocenjevanja in jutri. Glede na to, da seveda moramo proizvajalce teh vrhunskih izdelkov tudi nagraditi, lahko povabim seveda vse zainteresirane na podelitev zlatih priznanj, ki bo na Gospodarski zbornici 4. februarja ob 13. Tam bodo vsi zaslužni dobili zlata priznanja za svoje vrhunske izdelke. Glede na to, da ta priznanja nekako pridobivajo veljavnost tudi med kupci, vabim vse, ki radi kupujete slovenske izdelke, slovenske kruhe, da se na prodajnih mestih pozanimate, kateri kruhi so odlični in jih seveda potem tudi kupite in z užitkom uživate.